Veseli smo, da se nam je prijavilo 113 kandidatov na naš razpis oziroma na našo objavo. Žal smo jih mogli izbrati le 20. Teh 20 je prikazalo vso resnost, prišli so več kot pravočasno, udeležili so se vsi kandidati in v teh naslednjih 3 dneh jim bomo prikazali delo različnih služb policije, kar pa je prednost tega kampa je pa to, da se bodo mladi tudi sami preizkusili v teh veščinah. Udeleženci kampa bodo danes poznali delo splošne policije in posebne policijske enote. Izvedli bomo poostren nadzor na področju hitrosti in bodo spoznali malo naše delo, ki je pestro. Udeleženci kampa se bodo preizkusili na poligonu, kjer pripadniki posebne policijske enote nekako preizkušajo svojo psihofizično kondicijo na različnih ovirah, na koncu tudi to uspešno premagajo. Poligon je bil odličen, res nauči se tukaj dinamičnega dela in da morate skupaj sodelovati in če eden nekaj naredi in da ne more, da se vsi obrnejo in da mu pomagajo, to je res zelo super. Na tabor sem se prijavil zato, ker me delo policije v bistvu zanima. Danes mi je bilo za zdaj najbolj všeč tale poligon, ki smo streljali. Najboljše je bilo streljanje meni, pa plazine skozi tisto cev, pa na splošno cel poligon mi je bil všeč. Trenutno se pripravljamo na ogled samega vloma v vozilo. Začeli smo z osnovami, samo uporabna zaščitne opreme. Ko se navadimo te osnove, se bomo lotili fotografiranja in pa zavarovanja posameznih sledi. Udeleženci bodo na tej točki opravili ogled kraja kaznivega dejanja, in sicer vloma v menjalnico. Pri tem bodo poskušali zavarovati čim več sledi, dokazov za identifikacijo storilca. Bomo pa videli, kako bodo pri tem tudi uspešni. Larisa, zdaj pa komando naprej, kaj bomo delali? Gremo zdaj noter pogledati, ko se Bo kar določi, kdo ne gre, pa kaj ne začne. Vse mora biti vidno, vse mora biti sledljivo, tako kot smo že rekli. Vsakdo, ki bere za nami, kaj smo počeli na ogledu, mora videti z našimi očmi. Opravljamo ogled kraja vloma v stanovanjsko hišo, tako da policisti so dobro pristopili. Zanimiv je ta postopek zavarovanja sledi in potem, kako se to zbira in pošlje v laboratorij in preiskuje potencialne osumljence. Ja, eni babici ali teti ukradli torbico. In mi smo pač zdaj preiskovali, kdo bi bil pa prstne odtise, pa to smo iskali. Udeležencem tabora bomo danes prikazali, kaj je področje dela specialne enote policije. Ena točka bo prikaz protibombne zaščite, kjer bodo razstrelili nevaren predmet. Druga točka bo prikaz dinamične realizacije.
tretja prikaz pregleda objekta. In pa četrta, se mi zdi najbolj zanimivo za njih, udeležence bomo zapeljali z oklepnimi vozili. Danes smo prišli, da predstavimo delo letalske policijske enote, naš vsakdan, našo tehniko, helikopter, da spoznajo, kaj delamo in da se navdušijo, da nas pridejo se pridružiti. Ja, naredili bomo kratko izobraževanje, to pomeni delo s helikopterjem, vstop, izstop, gibanje okoli helikopterja, pa en polet bomo naredili, da vidijo, kako to izgleda v praksi. Prvič na helikopterju, pač to je treba probati, pol se šele ve, kak je občutek, težko opisati. Adrenalinska vožnja, ko gre gor v zraku, prosti padec, naredi vse, zelo fajn.